Odnosi so zakon. Dober dan, lepo pozdravljeni v še eni oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes jaz, Benjamin, gostim svojega gosta Benjamina. Benjamin Tomažič, lepo pozdravljen. Živijo, Benjamin. Živijo, Benjamin. Ful imaš lepo ime, stari. Ja, zdaj tukaj si lahko dava pohvale, se mi zdi. Ja. Fajn. Dragi poslušalci, gledalci, danes bomo tako kot ponavadi začeli z molitvijo, potem povemo, o čem bo tekla danes v tej oddaji beseda. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Vsemogočni Gospod Bog, hvala ti in slava, da si nas pozval v bivanje. Hvala ti, da si nam dal naša telesa, s katerimi lahko bivamo prav v tem konkretnem času in prostoru. Prosimo te, blagoslovi te trenutke pogovora z Benjaminom in pa tudi pogovora, ko bo vsak od naših gledalcev, poslušalcev tole poslušal. Odpiraj nam srce, da bomo znali slišati, razumeti in spraviti v vsaj kakšno stvar v našo realnost, v naše vsakdanje življenje. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Tako, Benjamin Tomažič, ti si tukaj danes zato, ker si ustanovitelj oziroma skupaj z ženo Mojco soustanovitelj inštituta Integrum, ki se ukvarja z spolnostjo in s telesnostjo, in ti znaš povedati, kako točno ubesedite svoje poslanstvo. Ja, ampak sej si v bistvu že kar v veliki meri zajel. Ideja je ta, da bi o spolnosti in telesnosti, o tematikah, ki se nam zdijo izredno pomembne in ki smo jih tudi sami tekom življenja doživeli kot neke ključne na poti iskanja, da bi lahko celostno raziskovali, pa tudi pričevali, da bi prinašali to pozitivno sporočilo, za katerega smo prepričani, da je v ozadju, da je globoko v nas potisnjeno pri teh temah. Okay. Predno greva midva na te teme in v te teme, deva se mečkem bolj spoznati, deva te vprašati, kdo si, odkot prihajaš, da te tudi naši, bi rekel, gledalci, poslušalci mečkeno spoznajo. Živiš v okolici Ljubljane, ne? Tako je, v vasici Orle. Aha, Orle. Ja. Tu je tam od Škofljice nekje? Ja, občina je Škofljica, na Golovcu gor. V bistvu zelo blizu Ljubljane, ampak na podeželju. Tam ste si skupaj ustvarila, bi rekel, dom. Tako, tam sva kupila hišo in zdaj počasi prenavljava z ženo. Tako da tudi otroci so že vsa uradno domačini tam. Ok, bravo. Ampak ti ni slišati, veš? Ja, verjamem. Ti nisi od tam doma, ti si iz Primorske. Ja, res je. Rodno prihajam iz vasice Cesta, tako da pravim, da sem po naravi klošar. Aha, pocestnik. Tako je, nekako. Kje to je? To je župnija Vipavski križ, Ajdovščina, tako da Vipavska dolina. Ja, lepi konci. Srce je zelo navezano na tiste kraje. To so pa res lepi konci. Sva bila z ženo spomlad na obisku in tudi v Vipavskem križu in tako. Zelo lepo. Ja. Rodno sem od tam, tako da marsikatera beseda verjamem, da mi uide po cejsnersku. Bravo. Vse prav, ne smemo skrivati svoje identitete. Ja. Daj malo povej svoje zgodbe, kako si pol prišel študirati verjetno v Ljubljano, spoznal Mojco, ali si je že od doma poznal? Ne. To je bilo proti koncu študija v bistvu. Tako da moja zgodba je šla prek srednje šole, ko sem hodil na Škofijsko gimnazijo v Vipavi, pa potem študija matematike v Ljubljani. Okay. In tega iskanja nekako svojega poslanstva, svoje identitete, svojega mesta. In takrat se je preko teh raznih prostovoljskih organizacij, od študentskega sveta do SKAM, pa tam je bilo združenje animatorjev oratorija, pa v župniji smo bili zelo aktivni, društvo mladih vozev, oratoriji, misijonski tabori v Peruju, Burundiju, v Afriki, Burundi v Afriki, pa na Tajskem. Tako da v bistvu potem, ko se je življenje začelo bolj stabilizirati, umirjati, tako so se prekrižale tudi najine poti z Mojco. Tako prav po naključju bi rekel, ampak je bilo to božje naključje. Naključju narekovajo, ja. Res je. Jaz sem ravno začel delati v gimnaziji Želimlje. Mojca pa prišla nazaj na prakso, tako da včasih se pohecam, da je ona dijakinja bila, jaz pa profesor. Kar je čista resnica, sam ni bilo v istem času to. Tako da, In tam smo se spoznala. No. Aha, se pravi, ti si bil že gospod profesor matematike v Želimlju, ko ste se spoznala.
Jaz sem učil matematiko, v Želimnem. In tudi zdaj še učiš delno. Matematike ne več, zdaj informatiko, zato ker delno sem zaposlen pri Integrumu. Okay. Bravo. Ti si bil celo nek najprostovoljec leta, ali kako se mi zdi, da sem tam prvič zasledil ime Benjamin Tomažič, ki mi je pač zaradi imena se spomnim od takrat, da sem te zaznal tam prvič. Leta 2011 sem dobil ta naziv za leto 2010, ker smo bili tisto leto v misijonih na Tajskem. Bil takem velik projekt v eni sirotišnici, nas je šlo 7 mladih. Pa še druge prostovoljne stvari sem takrat ravno organiziral. No. Pri Skamu, pri oratoriju in to. In potem so ti, ki so bili ne delodajalci, ker je bilo prostovoljno, ampak s katerimi smo sodelovali, so potem dali to pobudo, prijavo in potem sem dobil ta naziv, ki je bil zelo uporaben, ker sem dobil za takratne čase super telefon. Vem, da mi je gospod Tir, ki je bil takrat naš predsednik, je predal nagrado. No, tako da. Ampak fajn se mi zdelo, ker je bila to potrditev za vse, s katerimi smo delali. Sam naziv se mi zdi pač prinašalo ali nadutost ali nič pozitivnega sam po sebi. Ti jo je prinesel kaj? Ampak nadutosti? Ti iskreno ne vem. No. Mislim, da ne, ker sem takrat šel skozi eno obdobje iskanja, pa tako malo krize, v smislu bil že čas, da se ustalim tudi na področju zvez. In da je bilo to dosti bolj pomembno mi. Mal pa tudi morda, no? Ker se mi zdi te rane pol vedno za nazaj šele prepoznavam v polnosti, kaj je bilo kdaj. Mi je pa všeč, veš, ko naštevaš, s čim si se ukvarjal kot mlad človek, da si res dovolil stopiti na polno noter. Se mi zdi, da se to, recimo jaz za sebe vem, da me je bilo zmeri, sem samo malo nogico namočil tu in tam, ampak nisem pa se toliko upal vreč noter, ker sem imel tudi jaz te rane in občutke nevrednosti. Veš? In recimo z tega vidika zelo mi je bilo tako dragoceno to. Veš, tukaj dve osebi sta, ki sta mi pomagali ful, da sem se čutil opolnomočenega pri izvajanju teh, uresničevanju sanj na teh področjih. Ena je bila animatorka pri Frančiškovih otrocih, ki me je vpeljala noter, Katarina, ker je zelo močno delovala na tem področju v bistvu uresničevanja svojih talentov in potem tudi predajanju odgovornosti pa mentoriranju do neke nadaljne stopnje. Tako da dejansko tisto, kar sanjaš, je možno narediti, je pomagala pri tem zelo močno, pronicljivo in to mi je ostalo za celo življenje. Sploh pa, ko imaš mentore, ne? Ja, brez tega se mi zdi tako, si prepuščeni, ni tako delaš neumnosti, tudi tako delaš neumnosti vmesne, ampak ko imaš nekoga, na katerega se nasloniš, nek steber, je pa tako, se mi zdi taka močna opora, da res mi od takrat naprej že ostaja to, da ko prihajam do določenih vodilnih položajev, v tistem trenutku, ko prevzamem neko vodilno vlogo, da začnem vzgajati nekoga, ki naprej se uči za prevzemanje. Se mi zdi to res tak en ključ tega podajanja naprej, služenja v bistvu v krščanskem smislu. In druga oseba je bil župnik Vlado, ki je prišel tja in je zelo močno podprl, ne da bi vezal nase, ampak zelo pa je bil kot nek odrasel, odgovoren, z močnim hrbtom, zaslombo, ki je podpiral naše ideje, tudi kakšne bolj nore, ampak tako smo mladost, res sem zelo hvaležen, smo lahko mladost uživali v tem preizkušanju odgovornem, darovanskem, ampak kako lahko tudi mi delček sveta spreminjamo na bolje. To je res. Po drugi strani pa moja ranjenost ali pa tistega, da se nisem napolno upal, je pa bilo kje drugje, v kakšnih odnosih ali pa v študiju. Moja mama se je držala za glavo vedno. Ker si imel toliko tega naokrog, da si potem malo za knjige redko kdaj pogledal. Si redko kdaj. Meni se zdelo, da kar dovolj, ampak za mami ni bilo. Si vzel malo več časa. To zagotovo. Dobar. A se ti zdi, da recimo tudi zdaj, ko je tvoj klic
to me malo zanima, kako je prišlo do tega klica na to spolnost, telesnost, ne? Profesor matematike, ne? Veš, recimo, kako si prišel do tega klica, kdaj si se s temi temami srečal, ali ste se že vidva z Mojco prav skupaj srečala s temi temami, a ne? Pa ali zdaj recimo se tudi vidiš, kako zelo so danes mladi potrebni mentoriranja prav na tem področju, ne? Zanimivo mi je, ker si prej izpostavil to leto 2011. Zame je bilo kar pomembno, no? V smislu zaključevanja določenega obdobja, tudi takrat sem zaključeval s študijem, pa ravno vstopal v eno službo in takrat se mi zdi bil en tak čas pri meni za neko samorefleksijo in se je začelo prav to področje spolnosti, telesnosti, seveda povezano z odnosi, pa s to mojo željo biti v zvezi, postati mož, kazati kot nekaj, kar sem ga zanemarjal ali pa kar ga nisem celostno znal prej ukomponirati v svoje življenje. Okay. Tukaj je bila ena močna ranjenost na področju pornografije pri meni, pa prav tako močna ranjenost z področja zvez z dekletim. Ko sem imel kar več takih zvez v dijaških študentskih letih, ko je prihajalo do zelo močne čustvene navezanosti, tudi telesne, intime, ki pa je bolj ali manj vedno pripeljala do nekih ran, težkih zaključkov, bojev. In tukaj sem v bistvu kar tako hlastal po nečem novem, ne da bi dejansko si vzel čas za razločevanje in premislek, kaj je v ozadju, kaj je v mojem srcu, kam želim iti. Po čem zares hrepeniš, ne? Po čem zares hrepenim, tako je. No? In ravno v tem času nekje sem tudi potem začel odkrivati, spoznavati malo bolj celostno področje tega pogleda pri cerkvi. In potem tudi kmalu po srečanju z Mojco in pogovorih sem začel stopati v sporočilo teologije telesa. To je bilo pa en tak streznitven trenutek ali pa neka odprtje nekega sporočila, ki me je zelo močno nagovorilo, in mi dalo odgovore, po katerih sem hrepenel dosti časa. In tisto, ko začutiš, to želim, to hočem, to smer želim iti. Stari, veš, kaj gre meni fejst na živce? Povej. To, da se teologiji telesa reče teologija telesa. Ne? Zaradi tega, ker to sporočilo je tako globoko, tako pomembno, tako dobro, da se je teologija telesa. A veš, v redu, ne? Okej, ne? Ampak dajmo, a veš, ne bo to nek tehnični izraz, terminus technicus, ne? Prodajajmo ga pa z nečim mečkim bolj seksi zvenečim. A veš, v tem smislu se mi zdi, da ljudje zaradi tega, ker se temu tako reče, tokrat ne pridejo do vsebine. Se zato tudi mi v okviru Inštituta Integrum teologija telesa zelo redko uporabljamo kot izraz. Ne vem, govorimo o moči dotika, o tem, kako je spolnost ključna za vstopanje v odnose. Potem neke mreže med mrežja, recimo smo naslovili en seminar, ki se ukvarja s tem, kako digitalno področje v današnjem svetu vpliva na spolnost, na telesnost, na samopodobo, na te vrednote, te komponente. Prevajanje v ta jezik, da dejansko razume vsakdanji človek, je izredno pomembno, se mi zdi. Ja, nujno. Dajva probati tudi danes to malo narediti, ne? Prav s temi vidiki, ki si jih zdaj izpostavil, recimo, pejva probati povedati, kaj je bistvo te zgodbe, recimo, ne? Se pravi, v čem je fora, po domače povedano, ne? Zaradi tega, ker morda še predno, v čem je fora, pejva pogledati, kaj je bila prej fora, ne? Kaj ljudje v resnici imajo danes v mislih, ko slišijo, ne vem, katoliška spolnost, oziroma ko slišijo neko tako sintagmo, ne? Ki se v resnici zraven ima pa zelo težka bremena in ruzake, neke traumatizirane jezenistične preteklosti, en kup enih prepovedi in ne smeš to in grdo to, grdo ono. Ja, tukaj bom najprej en vidik iz današnjega sveta, potem pa se vrnil nazaj tako za primerjavo, ker se mi zdi res v družbi danes o spolnosti in telesnosti najbolj enostavno srečamo enega od dveh polov, se mi zdi, na eni strani to, kar si izpostavil, to
moralistično, neka teža krivde, sramu, in na drugi strani neka zafrkavanje, tako hedonistično, užitkarstvo, fora, itak, tako, vse smo detabuizirali. Casual, ne, kao, ne. Da, vsakdanjo, casual sex, ne, v tem smislu. Ampak se mi tisto, kar nas nagovarja, pa kar je resnica, tudi v končni fazi, kar te dno verjame, je pa nekje vmes. Je tisto res, kar prihaja iz naših hrepenenj po eni strani, po drugi strani pa ne želi ali pa ni popredmeteno samo zgolj na užitek, na telo, ampak je del celega našega bitja. In tukaj, iz preteklosti nosimo s seboj prtljago, težo, po eni strani kakšnega že manihejskega poimenovanja tega dualističnega pristopa, tako, pač duša, duh, dobro, to nas vodi k Bogu, in telo slabo, brat Osel, tisti, ki nas s svojimi užitki tako želi speljevati v skušnjave. In to se še kar malo danes pozna, se mi zdi, v določenih pristopih, tudi tem moralističnemu, ki smo ga izpostavili. Potem pa seveda tekom zgodovine, ne, do jansenizma, ki je res, se mi zdi, toliko neko krivdo upeljevalo k pogledu na spolnost, po mojem mnenju v glavnem zaradi strahu. Ker vsi čutimo, koliko je močen ta naboj spolnosti, koliko je ta eros v nas poln neke energije, dejansko, kaj vse lahko s tem, že v zafrkavanju, v bistvu se mi zdi v teh takih zgodljivkah. Vici so mastni, ne? Ja. Ampak tudi, ko imamo kakšno vrstico, recimo, kaj bi jaz delal, ne? Je v bistvu tukaj v ozadju ta moč, ta povezava v bistvu z neko nadvlado, ne? In tukaj, da bi to obvladali, se mi zdi, je pol nekako ena opcija, da se zapre to v neko kletko, poteši, označi kot slabo, samo za reprodukcijo je dovoljeno, tako, ne? In pol pride do tega izbruha, ko se to tlači, se mi zdi tudi ta spolna revolucija, in to je dokaj naraven kontrarevolucija, čista, ne? Se pravi, temu, kar je bilo toliko časa zadržano. Ne? Vem, kako Christopher West govori o tem, kako je Elvis samo z boki pomigal, veš, pa so padale v trans. Ne, danes je treba seveda tega miganja precej več, da kdo pade v trans, ne? Ampak dejstvo je, da so bile te strasti ali pa moč, ne, je bila zelo zavrta, zatrta. Ne? In potem je res totalno šlo v tukaj v resnici vidimo eno tako hudičevo delovanje. Ne? On vedno v resnici stvari ali ti jih ožigosa za slabe in ti jih uniči, ne? Ali pa gre v totalno perverzijo tega. Ne? Se pravi, ta spolna revolucija res je... V resnici se je ful začelo s kontracepcijo. Ne? Oziroma kontracepcija je bila ena zelo pomembna tema že tam v zgodnjih 60-ih. In potem, ko je prihajala ta enciklika papeža Pavla VI, Humane Vitae, je bilo že kar pozno. Ne? On je, mislim, da leta 1969. On je želel dati celostni odgovor in je zato najprej naredil to študijsko skupino z laikov, medicincev, doktorjev, kardinalov. In se mi zdi tisto odgovor, ki je zelo zgoščen v Humane Vitae, je ful celosten in se ne spreminja v bistvu niti za pikico še danes. Ne? Tako da je res ključ. Ampak je trajalo od 61, ko je bila kontracepcijska tabletka dovoljena, je bilo skoraj celo desetletje vmes. Ne? Tako, ne. In ta čas se je pa potem že pripravila spolna revolucija in 69 je tisto prelomno leto, ne? Ko so se stvari zgodile, ne? In je on bil v resnici s to encikliko pozen, potem pa res so dejansko tudi neki modernistični krogi pokvarili zadeve in tako, da tudi v cerkvi ni prišlo do sprejetja tega nauka v celoti, ne? Ampak kako široke so posledice tega je neverjetno. Ne? Ko postane, to zdaj govorim to, kar bi mogoče mogel ti, ampak ne? Loči se dejanje od reproduktivne funkcije. Ne? In se reče, spolnost je samo vir užitka. In užitek postane kralj in alfa in omega vsega. Ne? Ja, in izvira iz tistega, kar sva prej izpostavila. Ne? Ko naša bitja, mi, osebe, kot jaz, če se ne dojemam kot ustvarjenega po Božji podobi, s telesom, dušo, duhom, tako kot sem z vsem, vse to sem jaz, potem
se začnem secirati in rečem, to je v redu, to je slabo. Ne. In kakor hitro pride do tega, pol se mi zdi, smo to božjo podobnost zamenjali oziroma si jo prilagodili, tako kot nam trenutno najbolj paše, kar ima pa vedno za posledice neke rane, bolečino, trpljenje, oddaljenost od Boga in v končni fazi ne prinaša tistega sreče, veselja, za kar se v prvi vrsti vedno znova označuje oziroma propagira. Bova prišla še majčkeno bolj globoko k temu božjemu pogledu, ne? Se mi zdi, da je zelo pomemben, da ga dobro razpakirava, ne? Ampak ja, točno to, ne? Ko se secira, ne? Se obenem postavi v neko funkcijo, ne? Se pravi, kaj bi delo bejba, ne? Ima samo še funkcijo nudenja užitka meni in jo popredmetim in s tem v bistvu ne gledam več v tej originalni božji celoti, kot praviš, ne? Tako, tukaj smo že dve sporočili od teologije telesa izpostavila. Eno je prav to ustvarjenost po božji podobi in drugo je dojemanje osebe kot bitja, kot Kant bi rekel po premisi, ne, kot tistega, ki je cilj, ne pa samo objekt. Sredstva, ja. In tukaj v bistvu tudi kot sam spolni odnos iz teologije telesa je spodbujen kot darovanje. Ljubezen ne kot tista, ko si jemljem drugega za lasten užitek, ampak ko se želim darovati drugemu. Tukaj ne gre za to, da bi se odpovedal svojemu užitku, ali pa da bi ga potlačil, ali pa da bi ga dal na stranski tir. Ampak da ni moj užitek vse, primarno in vse, tako. Da se ne zapiram, ker en kup teh primerov je, ko pride morda najbolj široko razpreden, je prav pornografija, ko v bistvu ne rabim drugega, ne rabim odnosa. Ne, jaz rabim pornografijo za lasten užitek, zato da se zaprem, da pride do tega užitka. Ampak naravna posledica spet je, dolgoročno me to uničuje. Izprazni. Ja, nisem v odnosu, me ubija, ne živim polno tega, kar sem. Dobro. Se mi zdi, da ogromno je teh posledic tega popredmetenja, ne, v današnji družbi. Recimo, vsa vprašanja, s katerimi se v resnici soočamo, ne, pa ne bodo to vprašanja splava ali pa vprašanja evtanazije na koncu, recimo, so človek kot predmet. Ne. A veš, človek kot predmet pa tudi v vseh teh spektrih spolne ali usmerjenosti ali pa recimo dogajanja. Ne. In mene je res nagovorilo, ko sem nekje poslušal nekoga, ki je razlagal, spolno dejanje, to, ko si rekel, ne, je celostna podaritev. Ne. Je v resnici komunikacija celote mojega telesa, s katerim sporočam, da se nekomu podarjam. Ne. Če se to dogaja izven zakramenta svetega zakona, kjer sta v bistvu dva pred pričami javno izjavila, da si želita zavedno pripadati, ne, je to dejanje laž. Ker moje telo govori nekaj, moja vsa ostala dejanja, vključno z tem, ali si deliva finančni račun ali ne, ali sva pripravljena za skupno prihodnost, za sprejem otroka, za to, pa govori laži, ne, a veš, v tem smislu. Tako da se mi zdi, da zelo pomembno je, da zvedemo cel ta, da si spremenimo pogled v resnici, da začnemo drugače gledati na vse skupaj. Ne zato, ker ne smeta pred poroko, a veš, ampak ker je stvar v temelju neskladna z resnico na ta način. Ne. Zdaj, kaj pa je ta temelj za tebe, recimo, Benjamin? Kje si ti, kakšne oči, kakšne luskine so ti padle iz oči, ko si začel odkrivati ta temelj, to hrepenenje? Na kak način bi to opisal? Morda najbolj povezano je bilo pri meni z iskanjem identitete. Kdo sem jaz in kaj je moje poslanstvo. In ob vrsticah, ob katerih sva se že ustavila, to ustvarjam po božji podobi, pa ob tem, kar je potem v nadaljevanju še kot moža in ženo, to je v združitvi v odnosu, ampak še pred tem ljubljeni Božji sin, to je bilo tisto, kar mi je, se mi zdi, najbolj dalo neko upanje, da lahko pride do spremembe, do očiščenja, da tisto, kar je v meni zakopano, kar čutim kot neko hrepenenje, da je možno tudi dejansko živeti. To prvič. In drugič,
da ne glede na to, koliko sem ga sral, kakšne štale vse so se mi dogajale v življenju, koliko sem jaz prizadel oseb, da sem poklican k temu, da delam dobro. Da tudi ta kri, ki sem jo povzročil ali pa ki sem sam krvavel, da je kot neko seme, kot tekočina, iz katere lahko zraste nekaj velikega, nekaj, po čemer je lahko Bog blagoslov tudi za druge. To je bilo tako nekaj, kar temeljno, kar me spremlja še danes, se mi zdi. V nadaljevanju pa to, kar si izpostavil, ja, kot moža in ženo jo je ustvaril. Se pravi, moje hrepenenje je najbližje izpolnjeno v moji identiteti, takrat, ko sem si najbližje z ženo, ko se najbolj čutim eno z njo. In ker sem tudi telo, je v fizičnem smislu to zelo jasno, kdaj je. To je takrat, ko sva v spolnem odnosu, ko se ljubiva. Seveda so še druge dimenzije tukaj in celostno nagovarjanje. Ampak to je bilo nekako zame tako res velika sprememba v dojemanju. In prav spomnim se, tudi spolne odnose sem jaz imel že pred poroko z enim dekletom. In je res tako zelo naju peljalo v eno čutno pojmovanje odnosa, ki je potem zasenčilo druga področja. In koliko je bila velika razlika potem, ko sva se z Mojco odločila, da počakava s spolnimi odnosi do poroke, da se trudiva za čistost po poroki, potem kako so mi spolni odnosi asociirali, res dali eno tako neverjetno primerjavo, bližino, podobnost prejema Svete Evharistije. Tako res prav pretresno me, jaz se spomnim potem, ja, kako blizu se mi je zdelo podobno to zaužitje Jezusa v hosti s spolnim odnosom. Ker tukaj je cela teologija odzadaj zares, se pravi, kako je tudi cerkev, je Kristusova nevesta, za katero se on daruje na križu, in s tem to daritvijo, ki jo potem pri sveti maši vsakeč znova v hosti, v Evharistiji ponavzočujemo, se pravi, se ne zgodi na novo, kot pravijo protestanti, ampak se uprisotni v času in prostoru spet, in je spet se da na voljo tebi in meni in vsem nam, kar je noro, ampak tako se mi zdi, da tole zdaj je malo veliko morda za najno poslušalstvo in gledalstvo, tako da to so take teme, ki jih je res treba še zelo veliko razpakirati, tako da midva peva morda res še nazaj na samo to dojemanje človeškega hrepenenja. Tukaj se mi zdi, da je ta stvar meni osebno, tudi zdaj nedavno tega, sem res prebral tudi knjigo, o kateri sva govorila od Christopherja Westa, Napolni srce, kjer govori o tem, da mi zato, ker se moralistično odpovedujemo s svojim hrepenenjem, po en stran jih itak naslavljamo na napačne stvari in pričakujemo zadovoljitev od tuzemskih stvari, po drugi strani pa pač se temu odpovedujemo, ampak s tem se odpovedujemo moči erosa. Se pravi, moči, ki je pa Bog dal v nas in je wow. Ja, se tukaj ta primerjava, ki jo ima tudi noter, mi je ključna za razumevanje hrepenenj, ker se mi zdi kot onda primerjava, kot da so to neki motori raketni, in da je pol vprašanje, pač, kaj boš s tem motori naredil, a jih boš pokril in boš rekel, pač tam ni ogromne količine goriva in tega, in pol pač je nevarno, da pride do eksplozije. Prej slej nas raznese zaradi tega zadrževanja v sebi. Ali pa da boš rekel, ja, je energija, dajmo jo, kamor gre, v tem in v bistvu zgrešiš cilj. Umetnost, tisto, k čemur smo tudi poklicani, se mi zdi ta Kristusova pot, ali pa da bo bolj konkretno naravnanost v tisto smer, kamor čutimo, da si želimo iti, uresničevati naše cilje, je pa prav to, da to energijo si priznamo, smo hvaležni za njo in se jo učimo usmerjati tja, kamor smo poklicani. To da čutim neko poželenje, neko strast, neko vzburjenje ob določeni ženski. Vprašanje je bolj to, kar si prej rekel, kaj bo dejanje, ki bo sledilo temu. Pa je dejanje lahko tudi na nivoju misli, ali bom zdaj v fantazijah živel v nekem nerealnem svetu, ali bom dejansko potem
se zahvalil Bogu za to lepo telo, to žensko, ne, jo blagoslovil in energijo, ki jo čutil, usmeril, uporabil nekje druge, za nekaj dobrega, za nek kreatorski, ustvarjalni naboj, da ga dam In ven. si ne bom nabijal krivde, zato ker sem se že tako počutil. Grdi jaz, a veš, ne? Ja, A veš, ja, to ja. smo mi kristjani vajeni, ne? Se pravi, pokrijemo z dekco tole, rečemo, joj, ne, tukaj je pa nekaj grdiga, s tem se pa jaz ne bi smel ukvarjati. Tako. A veš, mislim, ne? Ja, manjka nam tega razločevanja tudi dejansko, kaj je greh, Ja. in kaj je sam skušnjava. Ja. Ker hudič itak bo trkal ves čas na tista področja, ki so najbolj delikatna in kjer ve, da smo vsi tudi zelo ranljivi. In spolnost je najbolj delikatno področje. Zagotovo. In tukaj dejansko tudi imamo rane. Lahko ni nujno, da gre za spolno zlorabo, ampak lahko imamo neuslišano ljubezen, lahko imamo kakšno zavrnitev, lahko imamo kakšno samopodobo ali pa opasko, ki smo jo doživeli v preteklosti. In zna pritisniti to zbost tja, kjer boli. Ne? In tukaj namesto, da bi iskali to odrešujočo spolnost, sporočilo, ki ga Kristus prinaša, ne, skrijemo z deko. Tukaj nekaj boli, nekaj težkega je v ozadju. In pokrijemo, kot si rekel, se bojimo tega, se skrijemo. Ne. In manjka nam te svobode tudi. Ja. Pol po drugi strani lahko to eksplodira v zelo nezdravih stvarih. Ne? Kar pa dejansko danes, če pogledaš družbo, v kateri smo, ne, je pa cela ta woke scena in cela ta Me Too gibanje in tako naprej posledica ene grozljive ranjenosti glih na tem področju. Ne? Ja. In ne vem. Se tukaj tudi pornografija v ogromni meri je tako popularna ali pa tako močno prisotna ravno zaradi tega. No? Te ranjenosti in pač dobro, če pokrijemo z eno deko, si predstavljamo, noben ne vidi. Ne? In pri pornografiji se zgodi kaj? Ja, o teh temah dejansko nekako pridemo v stik z njimi, s tem, kar nas vzburja, kar čutimo, da nekje v notranjosti naši nekaj brbota, da želi biti nagovorjeno. In po drugi strani imam občutek, da se noben ne vidi. Če jaz grem s telefonom na WC ali pa sem sam doma, pa gledam pornografijo, koga to moti? Ne? Pa še zastonj je, dosegljivo je vedno in povsod, ne? Brezplačno. Tako da tukaj se mi zdi, da je tisti hudičeva res top ponudba zdaj. No, ampak recimo glede na čas, ko smo mi dva odraščali, ali pa sploh jaz, ne, to se spomnim, smo mogli biti ful koražni, si šel na štacion, pa si rekel, mamo, prosim, a veš, to je bilo težko prijeti do tega materiala, pa je bil v podobi tiskano, audiovizualno ni bilo nič, videl si? Zdaj je to noro, da malo piš, kje so danes otroci, no, ko se srečajo s tem, sploh pa v vidiku tega, da smo, ali pa recimo, če gledajo tole starši, krščanski starši, ne? Kje so otroci krščanskih staršev, kjer so pa vzadje vsa ta bremena, o katerih so prej govorila, dekca, moraliziranje. Zdaj si me spodbudil z vprašanji, ki me toliko nagovarjajo. Prvič zato, ker sem sam starš in ker vem, da moji otroci, moji 3 fantje oziroma 4 kmalu tudi. Ja, čestitke. Hvala. So v tej družbi, no? Odgovor pač ni, naši so nekje v vati zaviti in to. Ne. Danes pač dejstvo je, da otroci se srečajo s trdo pornografijo v večini najkasneje do 11-12 leta. Tako, ni treba zdaj, da vas zagrabi panika, ne vsi, to je res. Punce, fantje, razlike? Ampak, fantje prej, fantje že okrog 9., 10., dekleta kasneje, nekatere tudi ne v osnovni šoli, ampak dejstvo pa je, da do nas prihajajo zgodbe tudi 6-letnikov, ko pač so v neki družbi, kakšen starejši brat, ki je na treningu videl, pol je frajer in pokaže mlajšemu to doma. To dejansko je prisotno že od malega naprej. In se mi zdi, ta naš strah, to, kar nas hromi, ali pa te naše rane, tukaj delajo medvedjo uslugo našim otrokom. Ne? Ker itak nam je težko govoriti o tem. Pač z nami nihče ni govoril in če se spomnimo kakšnega vročega kaja, playboya ali to, pač imamo občutek sramu, ne? Grešnosti. Kljub temu, da smo iskali in smo želeli o tem govoriti z nekom. Ne? Ampak ker je to bilo skrito in tako, pač nismo. Ampak roko na srce, danes te vsebine niso detabuizirane. Danes se o njih lahko zafrkavamo, ampak da bi se znali globoko pogovarjati, pa še vedno zelo težko. Tako, da bi znali nagovoriti srca drugih, pa res redko. In tukaj en glavnih, se mi zdi,
poslanstev ali pa idej, ki jih čutim pri Integrum, je prav to ustvarjanje nekega okolja, kjer si zmoremo podeliti tako naše strahove, naše stiske in odprto spregovoriti, ker se mi zdi, to nam ogromno pomaga. Saj so metode, so načini, so aplikacije, ki nam lahko pomagajo. Brez odnosa... Dej bod kar konkretni. No, ok. Najprej odnos, pa še kakšno konkretno stvar povej. Ker starši me ogromno krat vprašajo v tem smislu, kaj lahko naredimo? Ja, imamo 13-letnika, ima svoj pametni telefon, kaj zdaj? A ga moramo mu zakleniti, moramo dati vse aplikacije gor za nadzor, ali prav, da mu zaupamo? Pač nekje vmes je običajno tista prava pot. Kakor hitro začutimo stisko pri njem, je fajn ukrepati. Ampak pred tem mora biti odnos. Ja. Mi pač, ko govorimo o spolni vzgoji danes, to tudi ne znotraj krščanskih krogov, ampak nasplošno, govorimo o tem, da dajmo od malega naprej govoriti o teh vsebinah kot o nečem vsakdanjem. Vem, da nismo bili vajeni, ampak da znamo nagovoriti in poimenovati, že dele telesa od malega 2-3 letnika naprej, da znamo reči penisu penis. Da ne rečemo tisto tam spodaj, ampak rečemo vagina. Da razložimo, kako pride do poroda, do spočetja. Pri katerih letih lahko to odprto spregovoriš z otrokom? To ravno kar pripravljamo en priročnik za starše, kjer bomo noter poskusili tudi po letih razdeliti, ampak dejstvo je, da se malo razlikuje. Tukaj deklice prej dozorevajo in tudi zaradi njihovega zgodnejšega vstopa v puberteto je fajn, da smo malo prej pripravljeni. Ampak tako, en splošni namig za starše je malo prej, kot bi se nam zdelo potrebno, dejansko. Pač, včeraj nas je naš 3,5-letnik spraševal, tata, ti imaš tudi lulčka, mama, ti imaš pa luliko, in smo bolj naredili debato o tem, kako se pri nas reče lulčku penis, pri mamici vagina. In potem se mu zdelo hecno in se o tem hecal in ponavljal in govoril. Ampak mi je super, da zna to poimenovati. Ker tudi ena od prvih preventiv na področju spolnih zlorab, recimo je, da otrok zna poimenovati to, kaj se je zgodilo, kaj je videl. In tukaj je fajn za to, da detabuiziramo na način, da delamo to kot del vsakdanjega življenja. Da o tem govorimo. Ker se mi zdi tisti pojem včasih, ko smo ga imeli morda, ko bo dosegel 15 let, se bom jaz pogovoril z njim. Pa se bom pogovoril. Tako, in bo vedel, od takrat naprej bo vedel, zakaj je samo zadovoljevanje ni v redu, zakaj je pornografija slaba, zakaj je fajn počakati s polnostjo do poroke. To je konc. Dej vse te tri povej, kar si zdaj razložil. Zakaj samo zadovoljevanje ni v redu, zakaj je pornografija slaba, pa zakaj je dobro počakati do poroke. Pejmo kar v te tri zelo. Čisto konkretno. Ampak samo za sekundo bi se ustavil tam, dajmo se znebiti tega pogleda, da z enim pogovorom bo to rešilo. Se tudi mi dva zdaj s tem enim pogovorom ne bomo rešila vsega. Res je. To je čisto tako, eno vod, morda, ne bomo še kdaj, ampak tako se mi zdi res fajn, da tudi mi detabuiziramo te teme, pa hkrati, da res odkrito spregovorimo, pa ne iz moralističnega vidika. Ti si pač povedal, da te stvari niso v redu. To smo mi vajeni slišati, da to ni v redu. To je grdo. Jaz vem, da ko se je pri meni to prvič začelo, samo zadovoljevanje, tam nekje, to je bilo en kup enega moralnega mačka, recimo. In pač po svoje tudi dober, ampak v resnici ti pa čisto ne pomaga. Odgovora ne dobiš, ki bi te zadovoljil celostno. To me zanima zdaj. Res so široke teme, tako da morda sam, da se jih dotaknem. Ampak recimo pri samozadovoljevanju je fajn najprej, da imamo malo predznanja o tem, da je normalno prisotno, tako pri deklicah kot fantkih. Sem hiter, recimo, ker družba splošno, ali pa ko bereš neke revije, kjer so vprašanja glede tega, to kar spodbuja. Vse troje je v redu. To kar vse v redu, to hočem reči. Ne, res. Vse se mi zdi fajn, ampak tudi ne bi imel nič proti, če bi gledali drugače, pa če bi želeli dati nek celostni odgovor. Ampak se mi zdi ravno tega manjka. Zato sem dosti hvaležen tudi za delavnice, ki jih imamo na javnih osnovnih šolah ali pa študenti, škisom in to, ko se lahko odpirate teme, ampak se jih naslavlja tako, da se slišimo pa tudi druge poglede, ne samo površinskega. In samo zadovoljevanje, v zgodnih letih je običajen pojav. Ko človek začne raziskovati svoje telo v predšolskem obdobju, pride tudi do tega, da spolovila sprožajo neko ugodje, nek užitek. In pol je pomembno, da kot starši znamo to
usmeriti, da vemo, kaj s tem narediti. In predvsem, da nismo panični, to, kar si rekel, da ni zaradi lastnega nekega moralizma, naše zavrtosti, zdaj še njega porinemo ali pa oblečemo v en oklep sramu, ker mu s tem naredimo medvedjo uslugo. Ne. Prvič ne bo se tega niti rešil, in drugič, ves čas bo nosil sebi kot ten pridih, moje telo je slabo, ali pa tako, kaj naj s tem naredim. In samo zdvojanje v tem iskanju, raziskovanju telesa je naraven pojav, ki običajno pred puberteto, tam okrog 6-7 leta, izzveni. Pač pridejo druge zanimivosti v življenju, ki so preusmeritve, in k temu je fajn, da otroka tudi malo usmerjamo. Da mu nakazujemo v drobnih pozornostih, se z njim pogovarjamo in tudi znamo usmeriti kam drugam. Potem kasneje v puberteti, ko pa lahko pride do tega samozadovoljevanja, ki postane nek ventil, ker ravno tako se sprošča dopamin. To je v bistvu pri vseh treh stvareh, ki sva jih izpostavila, kar tak ključen fiziološki element za razumevanje zgradbe našega telesa. Dopamin, vemo pač kot, običajno ga poznamo kot nek hormon ugodja, užitka. In pač vsi ga imamo v krvi. Hvala Bogu, da ga imamo, ker je ta konstantna raven tisto, kar nas žene v življenju. Tisti, ki ga imamo malo višje, smo po naravi bolj optimistični, zagnani, polni energije. Tisti, ki ga imamo malo nižje, smo po naravi malo bolj zadržani, previdni in tako naprej. Ampak v splošnem, vedno ko pride do nekega dopaminskega dviga, hitrega, tega boosta, naj si bo zaradi čokolade, zaradi nekih iger na srečo, igranja računalniških igrc ali pa spolnega odnosa, se zgodi, da ta dopamin hitro poraste. Zanimivo je to, da ob hitrem porastu dopamina vedno sledi tudi hiter padec. In kar je pomembno tukaj, in se mi zdi, da se premalo to poudari, pa je, da ta padec ne pade na isto raven, kot je bila prej, ampak se spusti še malo nižje. Se pravi, po tem dopaminskem šusu se počutimo slabše, kot smo se prej. In to je tisto, kar je tukaj en ključni v fiziološkem smislu bistvena stvar za razumeti. Ja, ker smo malo slabši, kot smo bili prej, bo logično, da bomo želeli dvigati, in tisto, kar vemo, da dvigne, je to, kar nam je prej boostalo. Vse odvisniško vedenje, se pravi, doza naslednja mora biti večja. Ja, pa naj se gre za čokolado, ki jo požremo, ali pa za karkoli druge. Ampak samo zadovoljevanje je nekaj, kar je, grdo rečeno, ampak vedno pri roki. Literally speaking. Ja, dobesedno, res. Ampak in odnosni problem tukaj pa je, da nas zapira vase. Tako, to, kar sva prej govorila. Dopamin kot del našega telesa, povezan s spolnostjo, je nekaj dejansko ampak način, kako smo bili ustvarjeni. In je dobro, in je čudovito. In to, da ob spolni združitvi z ženo začutim jaz tudi to radost, ugodje, ob orgazmu, da sem srečen, to je super stvar, to je res top. Ampak ko mi izvzamemo to, kar sva prej govorila, ko seciramo in damo to stran, samo užitek želim, brez odnosa, pride do tega, da jaz v polnosti ne odgovarjam na to, za kar sem bil ustvarjen. In tudi odnosno, psihološko je to me zapira, vedno bolj samega vas, jaz ne rabim drugih ljudi, in je večji razlog lahko za, ne samo za zaprtje, ampak tudi za odvisniška vedenja ali pa za depresijo. In to celo potem se potegne v odraslost, tudi v poročene odnose in tako naprej. In ni redko, da se kdo tudi s tem čist kot poročen ne samo, da ni redko, večina se jih tem tudi kasneje sooča. Tudi recimo, če nadaljujejo s pornografijo, zelo dobro vedo pornografske hiše, zakaj kupijo veliko spletnih strani, ki so namenjene otrokom, z risankami ali pa igricami, in potem imaš kakšne te pop-up okenca, ki se pojavljajo in vlečejo na pornografsko stran. Razlog je ful preprost. Če ti dobiš otroka pri 9, 10, ki bo postal zasvojen s pornografijo, je doba, da bo začel sploh iskati pomoč, približno 30 let. Ker je v družbi to nekaj sprejemljivega, ker je nekaj takega, da se kompenzira z večino služb, z večino odnosov,
in v bistvu to se kar odlaga in se te sploh ne opazi kot problematično. In imaš ti po v bistvu enega uporabnika za eno ogromno dolgo obdobje, čeprav pač poslovno gledano je to odličen model, ne, dejansko pa mu uniči življenje. Ne, s tem. Ker pornografija pa ne gre samo za zapiranje vase, kot sva pri samozadovoljevanju rekla, ampak gre za to, da popači tudi odnos. Ne. Ja. In je pol, če greva spet najprej medicinsko, erektilna disfunkcija je nekaj, kar je dosti povečano pri moškem, to, da ni zmožen se vzburiti v resničnem spolnem odnosu s svojo ženo ali pa s partnerko, tudi če ni poročen, recimo. Ne. Potem psihološko, to, da je zaprt, ampak tisto, kar je najbolj, je pa v odnosu, v bistvu, da pričakuje nekaj, kar je nerealno. Ne. Pornografiji povprečen čas ogleda prizore 7 sekund. Ti po 7 sekundah ne moreš pač žene zamenjati oziroma partnerke. Ne? In, kako pa žene in partnerke dojemajo te zadeve danes, ko se soočijo s tem, da partner, recimo mož, da je zasvojen s tem, ko vidijo, ko čutijo, ali pa kako je to dojemanje, recimo, in kako bi se naj na to odzvali, morda, če obstaja odgovor. No? Zdaj, prva stvar, kot zanimivo, sem tako, delež moških, ki gledajo pornografijo, se ne viša. Zato, ker je že tako nad 90% umišljeno, da so. Kaj, resno? Ja, enkrat tekom življenja, okrog 90% moških naj bi prišlo v stik s pornografijo na zahodu. Delež žensk se povečuje in se trenutno ocenjuje, da je okrog 50% žensk, ki so se srečale. Ja. Tako da to ni samo stvar moških, tako samo, da tudi tukaj detabuiziramo. Ampak ja, večinoma je tako, da moški smo bolj podvrženi temu. Smo vizualci, ne? Tako, vizualci, pa ta naš lovski vid je pač v temu je odražen oziroma zelo lahko dosegljiv. Vsak odnos je nekaj posebnega. In tukaj je fajn, se mi zdi, tudi žena, ko pride do nekega takega spoznanja, odkritja, kakorkoli, ali pa do pogovora, ko priznamoš, je fajn, da to razločujeta znotraj njunega odnosa. Jaz dobim tudi od katoliških parov vprašanje, kaj pa če skupaj gledava, pa da nama to popestri spolnost, ne? Kar je legitimno vprašanje, se mi zdi. Ampak odgovor je, se mi zdi, dosti jasen. Ne? Telesa niso namenjena samo užitku, rekreaciji. ja, tako, ampak so dejansko templji Svetega Duha. In tukaj avtomatsko prihaja do primerjav, do slabše samopodobe in avtomatsko prihaja do nekega življenja v nerealnem svetu. Kopiranja nekih praks, ki jih vidiš in teh stvari. Ja, ful dobro si rekel, kopiranje nečesa, kar ni realno. Kar je nerealno, ja. In zato logično, da ni dosegljivo tudi. Ja. Ne? Ker ti med realnim spolnim odnosom ne photoshopiraš vmes. Ne? Pa če gledaš kakšno, jaz sem bral pred časom eno izpoved tega spolnega igralca v teh filmih, no. Noro, na kak način se to, mislim, to dejansko je šiht, ne, mislim, ja. Grobo rečeno, ampak ni nikakor primerljivo z realnim življenjskim odnosom. Tako, ja, spomnim se, eno primerjavo je dal en režiser, en najbolj znanih režiserjev v porno industriji, je rekel, to je služba, to morajo tisti, ki gledajo, dojemati, da ni realno. Pač se tudi jaz, če sem voznik Formule 1, ko dirkam, itak vozim kakor hitro le lahko, ampak ko peljem svoje otroke v vrtec, bom vozil po omejitvah, počasi. In bi bila ta primerjava taka, mačak, ljudje, ki so zasvojeni s tem, itak da preoblikuje tvoj pogled. Ja. To so te nevrološke poti, ki jih vsak dan pol uporabljamo in postanejo del naše resničnosti. To je problem pri mladih, in posod, no, ampak pri mladih pa še posebej. Ne? Pri mladih še posebej, ker mi imamo ta sprednji čelni reženj, možgane, prefrontalni korteks, ki se razvija šele okrog 22 do 24 leta. Ampak stik s pornografijo pridejo pa 10 let prej, kot sva rekla. Ja. In v tem času, če je nekaj, kar ti povzroča užitek, je nerealno, da zahtevamo od mladih, pa pričakujemo, vedo, da je slabo, zato bodo temu rekli ne. In to je tisto, kar sem prej rekel, odnos pa pomoč pri omejitvah, če govorimo o telefonih. Ne? Super, da se pogovarjamo in da zazna mladostnik, da ni najboljš, ampak tukaj rabi našo pomoč. Ne?
Ne zato, ker bi ga želeli mi zapreti v neko škatlo, v nek zapor, ampak ker bi mu želeli pomagati postaviti ob tej cesti, ki pelje po nekih vrhovih, ograjo, da se ne potolče, da ne pade dol, da lahko uživa v razgledu, da hrepeni po nečem, kar bo prišlo, ampak na nek varen način. In tukaj se mi zdi bistveno, da smo tudi mi iskreni in kredibilni. Tako, vsakemu staršu, s katerim se pogovarjamo o teh, ali nameščati kakšne filtre ali ne, in ko običajno pridemo do tega, da ena stopnja je v redu, vedno svetujem, dajte jih še sebi, enake. In na koncu tedna, ko se preverja, pokažite še vi svoj telefon. Koliko časa sem jaz bil na YouTubu? Če je mulo bil na TikToku, koliko časa sem jaz, ne vem, bral neke novice, ki so mi zapravljale čas. Dajmo biti res ogledalo, zrcalo, pa povedati tudi otroku, da se tudi mi trudimo, imamo tudi mi boje, ni nujno da enakih, ampak da smo tukaj vsi krhki, ranljivi, da vzpostavljamo odnos, ki gradi na zaupanju, ne obsojanju, ampak temu, da želimo pa iti v neko pravo smer naprej, to pa ja. Pa da ni tisto žugajoče, samo ne smešne. Ja. Vse v resnici, no, to, kar smo imeli kot tretjo točko, zakaj pa ne smeš spolnosti pred poroko. Imaš morda kaj prav specifičnega na to temo? Tukaj jaz zelo hitro spet, se mi zdi, to vprašanje se zelo hitro zreducira na nek zakon, na svet in potem res se vidi sam to moralistični vidik. Ja. Jaz na to vprašanje najraje odgovorim z lastnim primerom. No, ker vem, to, kar si že povedal. Ja, koliko je mene preplavila ta čustvena, takrat emocionalna neka sistematizacija oziroma obseg spolnega odnosa in kako so druga področja potem izgubila pomen, čar, žar in koliko drugače je dejansko, ko je spolni odnos potem znotraj nekega zakramenta, znotraj nekega predajanja, obljube, tudi ne nazadnje, ne da bi bil popoln, kakorkoli, še vedno je, se mi zdi, spolni odnos nekaj, kar se spreminja in kar raste skupaj z najnim odnosom, z ženo, ampak tukaj je res, se mi zdi, tako ta odrešujoč pogled zraven. Tukaj je spolnost, ki ni sama sebi namen in ki ni namenjena zgolj užitku in ki tudi ne pusti, ko pride tisti dopaminski padec, ne pusti tistega slabe vesti, slabega priokusa, ampak me žene naprej, mi daje veselje. Pa dejansko to preizkušanje, ki pravi, da se moraš sprobati, recimo, tukaj je tukaj enih napačnih miskoncepcij, bi rekel, a veš, se mi zdi, da si samo omenil to rano tega odnosa, ki je bil prej in tako. Ogromno enih ranjenosti pride, in je res tisti rek, ko pravi, da hudič dela vse, da bi par pred poroko spravil skupaj v spolnost, pa hkrati vse, da bi par po poroki spravil narazen od spolnosti. Mogoče deva še malo to. Ja, pač pride do ran, ki so morda v nekem obdobju odraščanja bile v nas usajene, do napačnih ali pa do ranjenih odnosov, v katere smo stopili, ali pa smo se tudi v obstoječem odnosu ranili. Jaz se tudi spomnim, kako bi rekli Gorenci, sem bil tišast, ko sva 7 let pred poroko hodila, pa kot še zelo mlada z ženo hodila. In so tudi rane, ki jih drugemu prizadeneva in tudi, če ostaneva midva v odnosu, jih preneseva v poročeno življenje. In se mi zdi, da tukaj recimo pa je nekaj, kar imamo za razgrajevati ali pa za obdelovati, pa ne moralizirati, pa ne tabuizirati. Ja. Glej, roko na srce, tudi mi dva z Mojco, tudi če se s temi temami ukvarjava in to, vedno znova iščeva, kako dejansko nasloviti, kako pristopiti bolj celostno, kako iskreno tudi si priznati lastne rane, kot si izpostavil, lastno nemoč. In po drugi strani, kako slišati drugega. In tukaj se mi zdi, veš, ta svetopisemska pripoved, kot ta prispodoba, kot moža in ženo jo je ustvaril. In se mi zdi res spolnost kot mesto, kot en ključni element komunikacije. Ampak toliko zlagano se mi zdi, to morava videti, če sva skupaj,
In zato moramo imeti spolne odnose pred poroko. Ja, a bo bolj preizkusila vse, kar se nam teoretično lahko kjerkoli zalomi pred poroko. Ja. A bo preizkusila, kako je, ko je en brez plače, ali kako je, ko je nekdo na invalidu. Pač spolnost se spreminja, se izgrajuje, je del najne komunikacije. Ja. In tudi In rasti osebnost. Zagotovo del naju, telesa se spreminjajo. In tudi, če sva se še tako dobro preizkušala na tem področju pred poroko, bo zagotovo 30 let kasneje precej drugače. Ja. Tako, to je že ena taka stvar, se mi zdi, ki je totalno mimo. In druga stvar, kot si rekel, res po poroki, ne vem, se vidim že pri nama, z otroki, z obveznostimi, s stresom v službi, z skrbmi glede hiše in tako naprej, je toliko težko se včasih podariti. In je dokaj nevarno, vidim tudi pri nama, tako čakati neko tisto popolno vzdušje, ko sva čustveno povezana, ko otroci so zdravi, tako, ko imava čas, ko sva spočita. In po drugi strani je težko, da ne bi padlo to, pa že res dosti časa nisva imela spolnega odnosa, deva zdaj in želja potem, da si samo vzameva. Ker tudi znotraj zakramenta je lahko zloraba z tega vidika. In je umetnost iskanja in hudič ima tukaj res polje. Prijatelj, prav vaginalna masturbacija. Ja. A veš, da je tudi spolni odnos, da ni podarjanje, ampak da je samo jemanje, poželjenje. Jemanje, poželjenje. Ja. Ful dobro. Deva probati zaključovati z vračanjem k bistvu, k temu, kar smo omenjali tle o hrepenenju. Se pravi, spolnost je izjemno močna stvar, ki nam je v bistvu dana od Boga kot en velik dar. Zato je pomembno, da je v nekem okviru, ki daje varnost, zakrament svetega zakona. Oziroma tako je najbolj optimalno, zato ker je to najboljše za nas. Obenem, danes spolnost, ki je popredmetena, greši svoj cilj. Morda v to smer povej, kar se tiče, kakšen pa je cilj in funkcija spolnosti v Božjem pogledu. Zelo, zelo mi je všeč, kako si nagovoril to optimalno iskanje, ker če pristopimo samo s tem, kako naj bi bilo v odnosu do mladih in do sebe, si postavljamo spet neke okvire, na katerih pademo. Neka pričakovanja, ki smo grešni, na tem področju smo zelo ranljivi. Če pa vemo, to je cilj in to je želja in to je spodbuda tudi cerkve, ne nazadnje, zaradi tega, ker se ve, da nam to bolj celostno odgovarja na naša hrepenenja, na srečo, bolj je to super. Bolj se mi zdi tudi do mladih lahko pristopamo ne s tem pogledom moraliziranja, do poroke ne smeš imeti spolnih odnosov, ampak s pogledom, glej, tukaj smo zelo ranljivi, vsi čutimo to hrepenenje in to hrepenenje je dobro. In to je dobro, to je v nas položeno od Boga. To hrepenenje je tisto, kar nas spodbuja, da prihajamo bliže k Bogu. In to se mi zdi, in to je bistvo. In še ena stvar se moramo zavedati, tudi spolnost, ki je znotraj zakona, ki je zelo podarjujoča, ki je res čudovita, ki se mi zdi, nam prinaša ene največjih užitkov v življenju. Ni končni cilj. Je smerokaz. Je smerokaz, tako. Je tista, ki na zemlji najbolj pristno, najbolj celostno kaže nebesa, ampak niso nebesa še. Točno. To je fajn se zavedati. In današnji čas pa prav ta smerokaz malikuje, ga dela za Bogeca, za Boga. In to je ta bistvena vsebinska ali pa teološka razlika. Tako. Pa pri tem, da jaz bi rekel, da družba v splošnem pri tem smerokazu jemlje samo niti ne smerokaz. Niti ne znotraj nekega varnega odnosa, zakramenta, predanosti. Ampak samo, še če je samo polno. Tudi če je polno, je fajn, da se zavedamo. Da to pa ni še kartone. Tako. Žena je tista, ki mi najbolj prihaja blizu v tem dopolnjevanju in mi kaže Boga. Ampak ni ona Bog, ni ona boginja. To je zelo pomemben poudarek, se mi zdi, da prav krščanski zakonci znamo padati v to past.
da bom jaz pa od svojega moža pričakovala, da je moj Bog v tem smislu, da mi je odrešenik, da mi izpolni vse moje želje, potrebe in hrepenenja, ki jih imam, pa jih ne bo. Noben mož, pa nobena žena. Ne? In ena gospa je rekla, nekoč ne, je rekla zase, če jaz, pa to večkrat citiram, si gre že malo na živce, ampak mi je tako dober citat. Je rekla, če jaz od svojega moža pričakujem, da bo moj Bog, ne, da bom potešil vsa moja hrepenenja, jaz postanem črna luknja potreb. Ne. In isto jaz napram ženi. In to se je vredno vedno znova opominjati. Ja. In tukaj se mi zdi prav pojem Svete Trojice, tista super podoba, ki nas lahko uči, kako se podarujemo kot nek cilj. Itak ne bomo v polnosti tukaj nikoli dosegli, ampak se podarujemo drug drugemu, se podarjamo, ne? In po drugi strani smo nenehno v odnosu. Jaz v moji identiteti, v najni skupni identiteti, ampak vedno znotraj odnosa. Tukaj je tisto, kamor me hrepenenja vlečejo in kjer se tudi najbolj lahko uresničim. Ok, hvala Benjamin. Hvala tebi, Benjamin. Zelo lepo si povedal, Benjamin. Dobro, hvala tudi vsem vam, ki ste poslušali tale najin pogovor ali pa ga gledali. Prosim, naročite se na YouTube kanal Družina in življenje, kliknite tam na spodaj tisti knof za naročiti se, za subscribe, kot rečemo, ali pa tudi v svojih aplikacijah za poslušanje podcastov. Naročite se na naš kanal Družina in življenje. Če še niste, se lahko tudi na strani www.dis.si naročite na e-novičke. Tam tedensko dobite tudi članke iz področja gradnje odnosov, tako drug z drugim kot odnosa z Bogom, za kar smo tukaj, da gradimo odnose, za katere je vredno živeti. Res hvala, Benjamin, se še vidimo, še kdaj kakšno rečeva. Z veseljem, je bilo dragoceno. Hvala ti. Tebi tudi.